Prijeten pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tokrat zaradi spleta okoliščin izjemoma v moji družbi, je pa z nami seveda naš stalni sogovornik v tej oddaji, Bojan Madjar, magister farmacije. Tokrat bova predstavila novo storitev pomurskih lekarn, poimenovano pregled uporabe zdravil. Dobrodošli. Pozdravljeni. Pregled uporabe zdravil ste opisali zadnjič kot pogovor z magistrom farmacije o pacientovih zdravilih. Kako se to razlikuje od običajnega pogovora ob izdaji zdravil? Ja, res je, razlik je kar nekaj. Zdaj, če tri najpomembnejše izpostavim. Prvo je prostor, kjer ta storitev, ta pogovor poteka. Običajno se o zdravilih pogovarjamo takrat, ko izdajamo zdravila, se pravi za pulta, ni zagotovljene neke zasebnosti, običajno, a ne, lahko prisluškuje kdo zadaj vrste ali pa drug od delavcev v lekarni. Medtem ko ta pogovor poteka v enem posebnem prostoru lekarne, kjer je zagotovljena ta zasebnost in pa tudi osebna integriteta posameznika, se pravi, da nas noben ne more ne slišati, pa tudi ne videti. Vsedemo se in si vzamemo dovolj časa, to je predvsem ta druga razlika, ki je zelo pomembna, ne, čas. Običajno so v lekarni vrste in potem tudi že se naberejo ljudje in če dalj časa traja nek pogovor, že nergajo tle, si običajno vzamemo vse kakšne pol urce časa in se lepo v miru pogovorimo o vseh zdravilih, tudi lahko vsem vprašate, kar vas zanima. In predvsem gre tukaj za nek strukturiran pristop, vseeno, čeprav je to nek pogovor, farmacevt zasleduje cilj, da preveri, če pacient svoje zdravila dobro pozna, če ne, mu lahko kaj svetuje, priporoča, razloži, a ne, če jih uporablja sploh, če jih pravilno uporablja, pa če ima kakšnekoli težave. Se pravi, za vsako zdravilo farmacevt to preveri, da potem res na koncu pogovora imamo zagotovilo, da smo o zdravilih izvedeli vse, kar je potrebno, a ne, in da tudi smo dobili vse tiste pomembne napotke, ki bodo doprinesle k temu, da bomo zdravila pravilno in varno uporabljali. Kaj je botrovalo k tej odločitvi, da ste se tudi v pomurskih lekarnah odločili za pregled uporabe zdravil s pacienti? Ja, po eni strani dejstvo, da so pacienti tu in tam, naše zvezne stranke, dejansko iskali te informacije, ne, in poskušaš to izza pulta nekako reševati zadeve več ali manj uspešno. Po drugi strani pa veste, tudi v razvitem svetu in seveda tudi pri nas opažamo ta pojav polifarmakoterapije. Gre za dejstvo, da čedalje več ljudi prejema več zdravil hkrati za daljše časovno obdobje. Enostavno se nabere neka količina zdravil in se človek več z njimi najbolj ne znajde. V tujini kakih 10 let ali pa tudi že več, mnoge države, recimo Zahodna Evropa, potem Amerika, Avstralija, ponujajo neke take storitve. So ta problem, to težavo zaznale in dejansko določene zavarovalnice ali pa sama država omogoča svojim državljanom, da vsaj enkrat letno imajo eno tako storitev v lekarni na voljo, podobno kot izdajo zdravil, ne, tudi to eno tako poglobljeno svetovanje, ker enostavno s tem, ko se ljudje ne znajdejo zdravil, jih potem ne uporabljajo pravilno, jih neredno uporabljajo in prihaja do težav, ki samo peljejo tudi v to, da na zdravstvo čedalje več stane. Torej tudi v Pomurju zaznavate te težave, tako je tudi povsod drugje verjetno, ne? Tako je. Drugje v Sloveniji je tudi enako. V Pomurju dejansko naša regija tudi izstopa po nekaterih kazalnikih, a ne. Jemljemo več zdravil mogoče kot druge regije, smo bolj bolni, a ne, kot primerljive druge regije. In seveda ljudje imajo tudi zaradi tega težave znajti se skupico teh zdravil. Omenili pa ste tudi neredno uporabo zdravil. Kako lahko v pomurskih lekarnah pomagate pri tem? Ja, dejansko pregled uporabe zdravil je zelo usmerjen na to uporabo zdravila, ne. Ali gre to za pravilno uporabo zdravil ali pa tudi neredno uporabo zdravil, kajti ljudje po eni strani mogoče imajo premalo informacij o zdravilih, po drugi strani pa veste, dandanes informacije dobimo na različne načine, veliko je teh nepreverjenih informacij in prihaja do nekih strahov pred zdravili in potem tudi namerno kdo katerega zdravila ne uporablja. Izpostavim lahko statine, kjer smo tudi zadnjič slišali na enem izobraževanju, da polovica ljudi v Sloveniji v prvem letu preneha uporabiti to zdravilo, ne. In ni vedno povezano z pojavom neželenih učinkov, tega ni toliko, ne. Veliko je enostavno strahu, dvomov v ta zdravila, ne.
nekdo izpostavi nek neželeni učinek in se to potem potencira, mislimo, da se bo pri vseh pojavilo. In tudi tle lahko pomagamo. Glejte, vsedemo se, pogovorimo se v miru, mi lahko posamezniku predstavimo tako kot koristi, kot tudi tveganja za samo zdravilo in potem se tudi posameznik lažje odloči in ima boljši vpogled, boljši uvid, da ne vidi v zdravilu samo neko težavo, ampak da res vidi tisto rešitev. Velikokrat tudi se ne zavedajo, kaj jim določeno zdravilo prinese. Ne. Tisto, da ima nižji krvni tlak ali da ima nižji holesterol, se to ni glavni cilj uporabe zdravila. Glavni cilj je to, da ne bo jutri prišlo do možganske kapi, do srčnega infarkta. Ne. Se pravi, da se preprečijo ti zapleti, ki so lahko tudi pomenijo ločnico med življenjem in smrtjo. No, nekaj je pa tudi takih, da pozabijo vse ti zdravilo. Ne. Tudi to je dejstvo. Tudi tle jim lahko pomagamo. Pač se skušamo prilagoditi. Včasih nekdo jemlje zdravilo, ker ga je slišal, da mora jemati, ne vem, tik pred spanjem, pa potem pogledamo, pa se lahko vzame to zdravilo tudi recimo takrat, ko ima večerjo, a ne, da bo lažje se spomnil vzeti zdravilo, kot pa takrat, ko za televizorjem zaspi in potem se zdravila ne vzame. Ali kakšne opomnike pač jim lahko tudi svetujemo, mi tudi izdelamo eno osebno kartico zdravil, smo jo poimenovali, gre za en spisek zdravil, ki jih pacient uporablja in če pogleda nanj, lahko hitro vidi, katera ima zjutraj, poldne, zvečer, da potem tudi ne pozabi. Ena izmed prednosti tega pregleda uporabe zdravil je tudi ta, da lahko ugotovite oziroma prepoznate druge težave, ki jih ima pacient oziroma uporabnik zdravil. Ja, to je res. Tudi raziskava, kjer smo jo delali po celi Sloveniji, je ugotovila, da je teh težav kar precej. Recimo 216 pacientov smo zaobjeli v to raziskavo in ugotovili smo pri dobri polovici od teh, da so imeli neke težave, ali je bilo to povezano z učinkovitostjo, ali je bilo to povezano z varnostjo, ali kaj drugega. In velikokrat bi lahko tle pomagali. V glavnem je šlo za tudi nepravilno, napačno uporabo zdravil ali ne uporabo zdravil. Mi lahko farmacevti, ker zelo dobro poznamo zdravila, tudi lahko predvidimo oziroma povežemo določene težave z zdravili, a ne, tudi povežemo z napačno uporabo zdravil, seveda o tem se potem s pacienti pogovorimo, se pravi, nekaj stvari lahko mi sami rešimo. Nekdo, ki ima zdravilo za zniževanje sladkorja, pa vzame to zdravilo zjutraj, a ne, pa potem nima zajtrka, tvega, da bo krvni sladkor padel pod eno mejo, ki potem pomeni neko nevarnost zanj, ker lahko pride do hipoglikemije, lahko se začne tresti, se slabo počuti, a ne, srce mu razbija in mu lahko s tem, s pravilnim načinom uporabe zdravil tudi tle pomagamo. Ne. Tudi glede učinkovitosti, včasih je posledica nepravilne uporabe zdravil, lahko sočasne uporabe drugih zdravil, drugih izdelkov, ne nujno, da so to zdravila. Vse tle lahko pomagamo. Če ne, pa se napotimo k zdravniku tako osebo. Če se ozreva v tujino, podobno storitev je marsikje brezplačna, kar pomeni, da jo krije država oziroma je krita iz zavarovanja. To je res, v Angliji recimo že 10 let, v Združenih državah, v Avstraliji, v drugih državah prav tako že kar nekaj časa. In tudi mi si tega želimo. Ne. Enostavno ugotavljamo, da nismo tako zelo drugačni od drugih, tudi naši pacienti imajo podobne težave. Ne. Če dalje, večji so tudi pritiski, tudi v lekarnah, tako kot zdravniki opažamo, da imamo če dalje več časa, moramo nameniti neke administraciji in manj časa je potem tudi za tisti pogovor. Tako da tle vidimo eno tako rešitev. Sigurno ni ta pregled uporabe zdravil namenjen pa priporočljiv vsakemu bolniku oziroma vsakemu ne bo koristil, določenim, pa nažalost teh ni tako malo, pa jim bo lahko zelo koristilo. Predvsem bolnikom, ki imajo več zdravil, ki se ne znajdejo s svojimi zdravili, ki imajo kakšne težave ali težko požirajo zdravila ali drugače slabo poznajo svoje zdravila, tem pa lahko sama zadeva zelo koristi. Tako da tudi mi skušamo dokazati pozitivne učinke te storitve, da bi potem tudi našo državo prepričali, da bi tudi tako kot druge države namenijo svojim državljanom vsaj enkrat letno, da koristijo to storitev, da bi tudi pri nas imeli nekaj takega, se pravi v okviru nekega zavarovanja. Idealno bi bilo obveznega.
Dobro, ta čas pa seveda vsi, ki jih to zanima, vabljeni v Pomurske lekarne, tam jim boste znali najbolje svetovati. Gospod Madjar, za tokrat hvala in vse dobro vam želim. Hvala enako. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko tokrat torej izjemoma z moje strani in z strani vašega stalnega gosta. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje do naslednjič.